Ljubitelice in ljubitelji nogometa, še enkrat prisrčen pozdrav iz Kranja. Kmalu se bo začela zaostala tekma 20. kroga v prvi ligi Telekom Slovenije med domačim Triglavom in aktualnim državnim prvakom iz Maribora. Rok Elsner, ki je okrepil Triglavane v zaključku zimskega prestopnega roka, ali bolje rečeno, zdaj je pa napaka vratarja Džafića. Toda Džafić je potem napako popravil. Zna zadeti, kako bo tokrat. Dervišević in odlična obramba tokrat Džafića. Dolga podaja proti Mlakarju, to tegne biti nevarno. Mlakar pred vrata in gol! Sijajna poteza Mlakarja, ki je imenitno našel ob drugi vratnici povsem samega Luko Zahovića. Zdaj je priložnost za Poplatnika. Poplatnik še vedno. Poplatnik je padel in 11 metrovka. 11 metrovka za Triglavane in hkrati rumeni karton. Poplatnik, strel Poplatnika in brani Handanović. Imenitna obramba Jasmina Handanovića. Dolga žoga in spet brez ofsajda, priložnost za Kramarića. Podaja pred vrata in 11 metrovka. 11 metrovka za ekipo Maribora in rdeči karton za Davida Zeca. Kakšen začetek srečanja v Kranju. Za Venecijo v B-ligi. Strel Mlakarja in gol! 0:2. 19. minuta srečanja in vijoličasti imajo že zelo lepo prednost. Spet podaja pred vrata in gol! Marko Šuler. Ali je bil Marko Šuler tisti, ki je zadel, ali je šlo morda celo za avtogol? Lep prenos igre na desno stran. Hotić takoj z glavo v sredino. Iskal je Zahovića, odbijajo Kranjčani. Pa še en poizkus in odlično je zdaj le posredoval Džafić. Pihler. Pihler ima dober strel. Odlična obramba ponovno Elvisa Džafića. Jan Mlakar lepo do Zahovića, ki je streljal. No, potem še en poizkus mimo gola. Mimo gola za Primavero in potem tudi dočakal krstu v članski konkurenci. Zdaj je pa priložnost za Poplatnika. Poplatnik je lepo podal. Toda v nedovoljenem položaju se je znašel Krcić. Krcić je premagal Handanovića in nov napad za Maribor. Valon Ahmedi. Mlakar pred vrata, priložnost za Tavaresa! 0:4. Tavares brez ofsajda, zdaj je priložnost za Mlakarja. Mlakar na drugo stran in Zahović! Luka Zahović! Drugi gol na tekmi za Luko Zahovića, 5:0. Res se ne izide, že 5 zadnjih kol imamo ogromno, lahko rečem, smole. Zdaj je prišel strah v igralcih, težke so noge, težke so glave. Imamo penal, še penala ga ne moremo zadeti na 1:1. Normalno takrat ti pade dol, kljub temu, da smo se trudili. Izključitev definitivno je pa prelomila tekmo. Po mojem, če bi zadeli ta zadetek s penala, bi dobili krila 11:11, bi bilo čisto drugačna tekma, tako pa že v uvodnem delu Zec, 2 rumena in na koncu še penal za njih in tekma je bila končana. Ja, res je, da smo nujno rabili te 3 točke, da smo se zavedali, kako težko gostovanje zna biti v Kranju. Tekmo smo odprli izredno dobro, odigrali uvodne minute res v visokem ritmu in tudi lepo smo najdli rešitve, povedali, imeli potem jasno pri njihovi 11-metrovki tudi srečo, da je Jasmin odlično posredoval in potem z dodatnimi 2 zadetki
umirili tekmo in jasno, da je bilo pač potem v drugem polčasu bistveno več kontrole in čuvanja moči in iskanja v določenih trenutkih še golov, dosegli smo še 2 in smo zadovoljni s tem, kar smo prikazali.